Dober dan. Vprašajmo se. So že minili časi, ko so razgreti mladci postavljali lestve dekletom pod okno ali skupaj grulili v ritmu skriti med slamo? Ali se ni ta strast, ki jo ljudska ustvarjalnost pozna že stoletja, preselila v virtualni svet interneta? Ali danes namesto lestve ljubimci uporabljajo klepetalnico? Čeprav odgovorov ni, je človekovi naturi od nekdaj dano, da si težko breme življenja v to stranstvu sladi z razvedrili, ki so jih mnogokdaj veliki verski in politični sistemi razglasili za nemoralne. Spolnost kot najvišji princip in tolažba ne izvira samo od Adama in Eve. Dodatno moč črpa iz nasprotovanja ustaljenim družbenim vzorcem. Ne glede na barvo krvi, so pri seksu vsi enaki. Tudi pod Alpami, natančneje na Kranjskem, nekoč tlačanom na kmetih, meščanom v mestih in plemstvu med mrzlimi kamnitimi zidovi, ni bilo tuje nečistovanje, pohota, razbrzdanost raznih oblik, istospolni stiki in še mnogo drugega. Ni zaman nastala ljudska modrost, ponoči je vsaka krava črna. Seveda je narobe misliti, da je psihološki profil Kranjcev sestavljen samo iz spolnih vragolij. Brez dvoma pa je njen pomemben del. Antologija Fuk je Kranjcem v kratek čas, ki je šla na začetku 90-ih, zato še danes prinaša dragocen pogled v pornografsko literarno ustvarjalnost zadnjih nekaj stoletij. Bolj ko sega v preteklost, bolj je redkobesedna, kar je razumljivo, saj je moralistična cenzura velikokrat preprečila, da bi se grešna in trivialna literarna stvaritev sploh ohranila. Več je primerov iz 19., predvsem pa 20. stoletja, ko je pornografija v lepi besedi prav v umetniških krogih dobila nov zagon, seveda z močjo prastarih seksualnih strasti. V antologiji najdemo razne vrste pesmi, med katerimi imajo le redke podpisanega avtorja. Celo sodobnejše pesmi so velikokrat anonimne, bodisi ker se je avtor zbal javnosti, ali pa ker jih je pri pisanju sodelovalo več. Kapljica rujnega je vsakemu Kranjcu zbudila domišljijo in spolno slo. Za njimi pa nič ne zaostajajo kranice. Janez moj, ne bodi len, fuk je to zares pošten, in da bil bi še bolj fin, daj me še na drug način. V antologiji so premešane ljudske pesmi in avtorska dela, med katerimi zbujajo največjo pozornost 30. leta 20. stoletja, ko je pornografska muza najglasneje vzdihovala. Bila je navdihnjena s tipično kranjsko štimungo. Zato pa le pojdimo na gore, kjer fuk in porivanje nam krepi srce. Vsem fantom tiči že stojijo, le malo komu dol visi, dekleta vsa si ga želijo, čeprav najdaljši ni. Preljubi fantič moj, ti kavsal boš nocoj, še on je kavsal celi dan, čeprav je bil na smrt bolan. Veselje po gorah in dolinah je dalo prostoru med Alpami in Jadranom zgodovinski pečat. Znameniti skladatelj Slavko Ostrc je zato v soldaški abecedi zapisal: Faraon je jedel žlico, fantič hodi kljubci v vas, par poriva kuharico, fuk je Kranjcem kratek čas. V antologiji so pesmi razdeljene tematsko in zajemajo poezijo stranišča, telesnega izločanja in prcev. Včasih neokusne, a duhovite pesmi, ki se posvečajo anatomskim podrobnostim, so dopolnjene s pesmimi o nesluteni moči Boga, kranjskega stvarstva, seksa na vse mogoče načine s komorkoli, kjerkoli in kadarkoli. Morda je bil, tako na skrivaj, Valvazor ponosen na Kranjsko tudi zaradi tega, čeprav si o tem ni upal govoriti na glas. Seveda pa Kranjci niso samo neustavljivi kazanove in kranice nelepohotne ženice pripravljene na akcijo, ko se bo to moškemu zljubilo. Nasprotno, tudi za fuk je treba prositi, vsaj simbolično. Na vogalu tam je stala in ta malo je kazala, je čakala, da bi dala, da bi se en mal kurbala, da bi dobra bila z menoj. Pa študenta mimo pride, ga v ta malo izarine, daleč noter ga porine in na uho ji tiho šepne: bodi dobra ti z menoj. Kajti, če ne bo dobra z njim, postane Kranjec neusmiljen, celo sadističen, kakor pravi tale pesem. Zate dal bi narediti mizo z žeblji posejano, nanjo dal bi položiti tvoje truplo čisto nago, zraven vriskal bi in pel. Toda realnost je drugačna. Na vogalu naše koče Janez bridko joče, ker mu Micka dati noče.
Toliko stereotipov in hkrati prikritih resnic, kot jih je v antologiji Fukje Krancam v kratek čas, ne najdemo pogosto na kupu. Ženske so po defaultu lahke in potrebne, Kranci pa odlični, strumni in vedno trdni ljubimci. Je to res ali ne? Na to pa lahko odgovori le resničnost, ne literatura. Nasvidenje.